Prijateljstva se lahko stkejo tako rekoč kjerkoli. Prijatelje pa lahko spoznamo tudi v stiski. Tako se je povezalo 5 najstnikov, ki so s tihotapljenjem po vlaku poskušali priti iz Srednje Amerike v lepše življenje. Roman Train Kids sta prebirala tudi Juš in Aja. Miguel in Angel sta iz Gvatemale, Emilio iz Hondurasa, Haz in Fernando pa iz Salvadorja. Spoznajo se, ko skupaj prečkajo mehiško-gvatemalsko mejo in se povzpnejo na tovorne vlake, ki jih bodo preko Mehike pripeljali v, upajmo, lepše življenje v Združene države Amerike. Aja, naših 5 junakov se pred tem potovanjem ne pozna med sabo, se med njimi stkejo kakšna prijateljstva ali so tekmeci. Mislim, da se splete veliko prijateljstev, sploh ljubezen med Haz in Miguelom, ter dovolj močna vez, da se Fernando na koncu celo žrtvuje. Na kakšen način se žrtvuje? V bistvu prepusti, da dva njegova prijatelja prideta do konca in zato se on žrtvuje in celo razloži, zakaj je njegova zgodba začeta. Ja, in mora iti še enkrat po isti poti, že 5. ali 6. Ne? No, kot si omenila, Miguel in Haz prideta, naša zaljubljenca, vendarle čez mejo, pa tudi one dva se potem razideta. Miguel gre v Kalifornijo, Haz gre v Chicago. Kakšen se je tebi zdel ta konec? Je bil srečen ali nesrečen? To je težko vprašanje. Na začetku sem tudi sama razmišljala o tem. Mislim, da v teoriji je srečen konec, sicer pa bralca pusti z veliko vprašanji. Tudi sama sem se spraševala, kaj se potem zgodi z njegovo matero in njegovo sestro. Ja, sestri piše potem nazaj, da je sicer prišel v Združene države Amerike, ampak nič pa ne pove, kdaj bo prišel po njo. Ja, zastrašujoči konci, ampak nekako veseli. Ja, te liki so, se mi zdi, zelo živi. Menda je Dirk Reinhardt, avtor knjige, ki je sicer tudi preiskovalni novinar, našel inspiracijo v resničnih ljudeh. Ga vprašava, če je to res? Pa dejva. Hello, Dirk. Is it true that you found inspirations for your characters in real young adults, real teenagers in America? Yes. The characters in the book have real role models. In Mexico, I spoke to a lot of train kids, but it's not the case that, for example, Miguel or Fernando or Jasmina have exactly one role model. In fact, most of the time, several people I have met have merged into one character in the novel, and many of the adventures in the book are also based on the stories I heard in Mexico. Zanimivo. Torej, nekako je več zgodb združil v enega izmed likov. Kateri izmed teh likov pa je bil tebi najbolj všeč? S katerim bi se najbolj poistovetila? Mislim, da z Hnilom. Zakaj? Zato, ker je vedno obravnavan kot najšibkejši in najmanjši del skupine, čeprav to ni vedno res. In to se mi zdi kot nekaj, s katerim se jaz ukvarjam. Ja, za najmanjše se je treba najbolj boriti, a ne? Ja. Aja, najlepša hvala za tale prijateljski pogovor. Mi pa gremo nazaj k mojemu prijatelju Roku. Najlepša hvala, Juš in Aja, za tale čudovit pogovor. Jaz pa vas po prispevku vprašam. V zgodbi Train Kids spremljamo dogodivščino prijateljev, ki jih veže močno prijateljstvo. Kaj velja za junake v zgodbi? A. Vsi junaki imajo mehiško poreklo. B. Osebnost enega junaka temelji na več pravih osebah. C. Vsi junaki temeljijo na resničnih odraslih osebah. Ali D. Navdih za junake izhaja iz španskih dogodivščin. Obe ekipi sta se torej odločili za odgovor B. Torej, avtor je povedal, da je v osebnosti enega junaka združil osebnosti več ljudi, ki jih je spoznal. Pravilen je torej odgovor B, prav 18. december, Mednarodni dan migrantov. Na svetu jih živi približno 272 milijonov, vsem pa je skupno to, da iščejo boljše življenje. Imejmo to v mislih in s strpnostjo iščimo naše podobnosti in ne naših razlik.